Dober dan. Razkrivava za začetek pomembno dejstvo. Dan predvajanja je sreda, dan snemanja je ponedeljek. Vmes so prišle službene poti in zaradi tega ustvarjava najino razpravo na zalogo. Imava pa lepo iztočnico, ne? Pravkar sva bila priča rešitvi vladajoče koalicije in zagotovilom udeležencev sestanka, da bo koalicija trajala do nadaljnega. Verjameš? Ali jaz se kar nagibam k temu, da deloma bi verjel, ne? In to ne zato, ker bi verjel veliki, ne vem, načelnosti ali pa da ljudje znajo besedo držati, tako kot bi bilo za pričakovati, ampak preprosto zato, ker se mi zdi, da so pričakovanja mednarodne skupnosti in pa finančnih trgov točno taka, da si Slovenija enostavno mora zagotoviti čim več stabilnosti. Skratka, kot da bi nekdo telefoniral in rekel, nehajte se zafrkavati. Pa verjetno niti telefonskega klica ni bilo. Jaz bi bil zelo zadovoljen, če bi bilo tako. Mislim, da ta mentaliteta je do določene mere je prevladujoča. Tisti, ki stalno naskakujejo pač oblast, iz opozicije in tako naprej, pa verjetno to počnejo zaradi tega, ker ne da bi se to zgodilo, da bi se vlada prebrnila, ampak verjetno zato, ker poskušajo pač nižati odstotke popularnosti, domnevam, da je to tako, ne. Ampak sem pa po drugi strani relativno, ali pa saj deloma zadovoljen s tem, da danes ne raba biti podobno ogorčena, kot so bila v sredo, ne. DDV vendarle ne bo na tak, kako ne rečem, trdo rečeno primitiven način, uveljavljen tako po liniji najmanjšega odpora. Očitno iščejo neke bolj tehtne rešitve za uveljavljanje oziroma za nadomestitev tistih 200 milijonov. V celoti pa seveda človek ne more biti zadovoljen že zaradi tega, ker v tej debati še vedno ni pravilnih poudarkov, ne. Kaj pa je tvoj pravilen poudarek? Pravilni poudarki bi bili preprosto v tem, da se jasno pokaže, da je cilj, ki ga zasledujemo, brezpogojen, da ga bomo dosegli, cilj je uravnoteženje javnih financ in da je pot do tja začrtana po poti, ki je kemično čista, čeprav je to relativen pojem, ampak je kemično čista, in ne predvideva in ima ničelno toleranco do korupcije, da so javna naročila, kot sva že 101-krat povedala, transparentna zadeva, ki jo lahko preverjajo državljani na dnevni bazi, mogoče celo po internetu, da so cene primerljive in pa kontrolirane, kot sva že povedala, z zelo preprostim računalniškim programom, ki stane 20 evrov in tako naprej. To niso nove stvari. Je pa prav, da vsak teden to ponoviva, da to tako rekoč odlajnava kot mantro. To se pravi, Slovenija mora postati pregledna in transparentna država odprtega tipa, v kateri so ljudje pripravljeni narediti marsikaj, vendar pod pogojem, da se vse dogaja v njihovi veri, da igra teče pošteno, transparentno in seveda dolgoročno seveda tudi uspešno. Mene je tako pri spremljanju tega nedeljskega popoldanskega sestanka nekoliko zbegal to, da so bili tam šefi strank, šefi poslanskih skupin, človeka, ki bo pa moral čist na tehnični, pa konec koncev na izvršni ravni zagotoviti, da so prilivi in odlivi in še kaj približno usklajeni, se pravi finančnega ministra Uroša Čuferja, njega tam ni bilo. In zdaj tako, slovesno smo se zmenili, da bomo to speljali z malo višjo trošarino pri tobaku pa pri alkoholu, pa s tem, da mogoče bomo malo manj denarja namenili subvencijam, pa še čem, Ampak tako, pod črto jaz ne vem, ali so najavljeni ukrepi zadostni ali ne. In ta
dajva reči verodostojen odgovor, a je to dovolj ali ne, bi po moji oceni lahko podal finančni minister, ki ga pa, kolikor sem jaz opazil, na tem sestanku ni bilo. Ne. Ja, pustiva to njim, da rešijo. Ne. Jaz sem bil ta teden toliko pomirjen, oziroma vtis pomirjenosti je bil, ne, ko sem videl, da kriminalisti spet znajo okorakati v kakšno firmo pogledati. Kjero okorakanje te je pomirilo? V zvezi z zdravstvenimi naročili, s temi revščinami. Se mi zdi, da to je neka korak v pravo smer. Ne. Ja, sem videl, da je dobaviteljica kliničnega centra, dvojna državljanka z računi v Liechtensteinu. Ne vem, mislim, zakaj za korekten biznis rabiš dvojno državljanstvo in račun v Liechtensteinu? To je korak, se mi zdi korak v pravo smer, če hočemo te stvari razčistiti, moramo iti v drobovje in v jedro več desetletnih praks, ki se preprosto morajo nehati. Preprosto se morajo nehati. Ne. Bi pa eno drugo stvar še odprl, no, če si za. Dejva. Recimo, berem o tem, kako se zdaj pač del opozicije in del politike pa tiska spravlja na Roka Praprotnika, ne, kot bivšega člana KPK-ja. Ne. Ki je dobil službo v Novi Ljubljanski banki, Tako, ne. Kjer naj bi v Novi Ljubljanski banki vodil protikorupcijski urad, ali kako se temu reče, Center za integriteto. Zdaj tako, jaz okoliščin osebno ne poznam in ne bi rad govoril nič o tem, kar ne poznam na splošni ravni, bi pa rekel sledeče. Ne. Po tem, kar vidim, se mi zdi, da naš nekdanji kolega Praprotnik, katerokoli službo ta trenutek bi v Sloveniji dobil, bi se najdle okoliščine, zaradi katerih jo ne bi smel sprejeti, ker je kužni subjekt, ne, ker je nekoč preganjal ljudi, ki so politični. Ne. In se vprašam, ne, ali v Sloveniji spet blodi duh tako imenovanega Berufsverbota, ne. Oziroma, prepoved opravljanja poklicev. Prepoved opravljanja poklica in to tako, kaj ta država sploh je? Ali je to dežela priložnosti, v kateri se spečeš, če poskušaš nekaj delati prav in si potem za celo življenje frdaman, bomo rekli po nemško. A je to cilj naše države? Kje bo on lahko poiskal svojo službo? Ne? Zato, da bodo tisti ljudje, ki se počutijo prizadete, ne? ker jih je najdu, ne vem, za prstom v marmeladi, ne? Pomeni, da je lahko samo nek mikromali podjetnik z, ne vem, 300 evri prihodkov na mesec, čim bo majhen večji, pa že posla ne bo dobil zaradi tega, ker ga bodo lobiji onemogočili, ne? Tisti, ki jih je preganjal. Ne? In se pravi, ali je Slovenija dežela priložnosti samo pod tem pogojem, da si lahko čist, samo če si ustvarjaš svojo lastno službo in če si več kot toliko uspešen, da potem s to lastno službo greš v tujino. Ker sicer boš vedno prišel v strukture, ki ti bodo onemogočile in edina sporočilo, ki ga dobivamo iz dneva v dan, je to, da vsakdo, ki v tej državi hoče biti uspešen, si mora poiskati političnega botra. So to prava sporočila? Je pa res, ne, da veš, dokler je ta država omnipotentna, ne, potem obstaja humus za to vrstne interpretacije. Ne, se pravi, gre za to, ne, da ko bo država nehala biti omnipotentna in omniprezentna ali pa ne samo država, tudi to, da je država močna, to mene niti ne bi toliko zelo motilo. Ne. Mene bolj moti velika moč tudi političnih strank. Ne. Da rabimo državo, ki je soliden, predvidljiv aparat, temelječ na neki pravni racionalnosti, s tem jaz nimam težav. Ne. Ampak hujše ta omniprezentnost in omnipotentnost političnega, ne, ki hkrati omejuje to, da bi bila ta družba bolj inkluzivna, se pravi, da bi bolj pripuščala k gospodarskim podvigom vsakega, ki ima voljo, talent, idejo in neko marljivost. Ne? Politika je eno, to je pač nekaj, kar ustava predvideva. Ampak mi imamo tukaj bivšega kolega,
ki kot član senata naj ne bi funkcioniral zato, ker je bivši novinar. To se pravi, zaradi vsega, kar je napisal, ne bi smel biti objektiven, ne bi mogel biti objektiven. Zdaj, ko ni več to, kar je bil, ne more biti več novinar zaradi tega, ker spet ne bi bil objektiven in ne sme biti nič ostalega zaradi tega, ker bi lahko bil koruptiven. Ne? Se pravi, imamo človeka, ki se je poskušal ukvarjati z stvarmi, prvič po zakonu in drugič na čisto. Ne? Hkrati imamo pa ne zdaj politično kadrovanje ali pa samo politično kadrovanje ali pa politične vplive, ampak imamo, tudi zasebne institucije, zasebne medije, ne vem, kjer korupcija poteka kar takole. Diskvalifikacija se lahko plačuje, naroča se jih, vsi to vejo, vse to funkcionira in nikomur to ne predstavlja problema. Tukaj pa za eno poklic, ki deluje pošteno, neskončen problem, kje se bo nekdo, ki ga je upravljal, lahko sploh še zaposlil. In to je tisti berufsverbot, ki ga jaz opažam in ki je nekoč veljal, to so se takrat pritoževali v stari Avstriji, pa potem v času okupacije in tako naprej. Ko ljudje niso mogli upravljati svojega poklica samo zaradi tega, ker so delali nekaj, kar je po njihovi vesti bilo prav. Pa kasneje v 60-ih, 70-ih letih v Nemčiji, zaradi tega, ker je recimo za učitelje na univerzah, za katere se je domnevalo, da so marksistično usmerjeni, je ta marksistična usmerjenost že imela določene podtone ali niso morda simpatizerji kakšne teroristične grupacije. In je potem tudi recimo iz tega naslova, da simpatizirajo študentskim gibanjem in potem nekim nenavadnim derivatom študentskega gibanja, ki se imenoval Baader-Meinhof. Tudi to je bil razlog za berufsverbote. Seveda, mislim, v socializmu so bile pa socialistične variacije na berufsverbote. Pri nas je bilo pa moralno-politična oporečnost. Ker so ljudje, mislim, v šolskih poklicih, v sodniški in tako naprej, praktično, kdor ni izrazil lojalnosti do sistema, tiste brezpogojne in stopil po možnosti, če se je le dal v partijo, je bilo bolj slaba, kilava s kariero. To so zdaj tisti časi, ki smo jih imeli za preživetje. 2014, Evropska unija, globalizacija, odprtost duha. Berufsverbot. To skupaj, težka bo, ne? Težka bo, ne? Se pravi, v imen in vse, kar se človeku lahko učita, je eventualno prizadetost nekoga ali pa nekaterih ljudi, ki so jih pač na podlagi dokumentov ujeli za roko v marmeladi. Se ne rečem, se so delali tudi napake. Nekatere stvari so sigurno diskutabilne, ampak težko. Jaz se recimo definitivno z najmanj eno stvarjo nisem strinjal, ampak težko pa tem fantom očitaš, da niso bili entuzijasti in to pošteni entuzijasti. Prav, da so verjeli v to, kar delajo, da so mislili, da delajo prav. Težko bi jim očital, da so bili oni sami korumpirani, težko bi jim rekel, da so oni sami delali pod agendo nekih pristranosti. Zelo težko bi jim to očital. Mislim, če pa nekdo prizadet, je pa logično, da bo najdel interpretacijo, ampak se številke vendarle tudi govorijo same zase. A kdaj midva reči, da bodo predčasne volitve ali ne? Zdaj so spet pri interpretacijah. V opoziciji krepijo in tempirajo oba scenarija v javnem mnenju. Pod A je interpretacija ta, da se strici iz ozadja v bistvu ne dajo in da ne bodo popustili, pa tudi, če država crkne. Druga interpretacija pa je, da strici iz ozadja računajo, da gre stvari tako slabo, da je treba narediti predčasne volitve, preden bojo rejtingi preniski. To se pravi, v vsakem primeru imaš po takih tezah prav. To je po sistemu moj pes mene vedno uboga, rečem fifi, pricam ali pa tudi ne. In vedno imam prav, pa vedno me uboga. Če te pa ne uboga, pa ni več tvoj pes. Ja, točno. In zdaj vprašati se, ali bodo predčasne volitve, je ena velika loterija. Se pravi, tisti poskus, ki smo ga zdaj zaznavali v medijih oziroma smo ga lahko prebirali, je bil pač naskok predsednika oziroma ustanovitelja Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića, ki bi ga težko poistovetil z generalno pozicijo ali pa z generalno oceno o stricih iz ozadja, ampak bi, če je ta poskus obstajal oziroma če še obstaja, bi ga prej videl v
v sferi poskusa preživeti, ne, ker interesni sferi, no, čisto osebno interesni sferi. Se pravi, ta del je, se mi zdi kar dosti nevaren. Kar dosti nevaren, nisem pa prepričan, da je zadosten, da lahko prevaga. Ne. Malo spominja na Berlusconija. Berlusconi je v tistem obdobju, ko je bil zelo nevaren, ko so bili njegovi interesi zelo poškodvani, je vložil velike denarje v to, da bi svojo politično grupacijo spravil v red, ne. Pa mu ni uspel, če se spomniš. Ne. Sicer se zdaj tako, sodstvo Berlusconiju zdaj kar mu nekaj zastarajo, tisti mislim, en proces mu je kar zastaral, ne. Tako da v arest ne gre. Zdaj, edina pravnomočna je ta, da 2 let ne sme nastopati na volitvah. Ne. Tisti, ki morajo iti pa v zapor, mu je pa ugasnil, če prav vem. In pri Zoranu Jankoviću so stvari mešane. To se pravi, mogoče ima tlele v svoji kritiki Janša celo prav, ne, da se v njegovem primeru stvari vendarle hitreje odvijajo kot v Jankovićevem primeru. Ne. To je splošen vtis bi lahko bil, ampak je pa to govorjene čez palc. Ne. Bi bilo treba pač videti spise pa strokovne argumente preposlušati. Ampak splošen vtis je tak, to je resnica. Ne. Kakorkoli že, iz te smeri vidim, da bi lahko bila neka destabilizacija. Ne. Ta iz desne smeri, a ne, ko ker Janez Janša je poln optimizma, ne, da bo spet lahko prevzel oblast. Ne. Jaz nisem prepričan, da, zaprav, nimam nobenega racionalnega dokaza ali pa racionalnega argumenta, da se to ne more zgoditi. Ne. Se pravi, vse lahko zgodi, ampak moj občutek, intuicija pa pravi, da so to tempi passati, da so ti časi minili, da bi on lahko svojo epoho ponovil, ne, tako ali pa drugače. Ne. Če bi se to zgodilo, ne, potem gremo samo še v novo špiralo, ne, v tem ni dvoma, ne, da bi se zdaj iz leve na desno, z desne na levo pretakala ta oblast in bi stalno držalo v blokadi, pomeni 5 let že zdaj držimo to krizo za roge in se nič ne zgodi, to bi se samo podaljšvala. Ne. In zato se mi zdi, da bi bila lahko ocena mednarodne skupnosti, ki se seveda v slovensko politiko ne vmešava, pa mednarodnih finančnih trgov, ki seveda slovenski politiki ne narekujejo, kaj naj stori, zelo preprosta. Ne, da namesto trojke imejte to trojko, ki jo že imate, ne, pa speljte to, kar je zaspeljati, pa se pa naprej kregete. Jaz mislim, da je to verjetno scenarij. Ne. Speljte pa se kregite. Speljte, kregate se lahko do te mere, da veš, se veš. Ne. Zdaj pa tole odpeljte pač te sanacijo, uravnotežite javne finance, vaša notranja politika nas pa ne zanima. Če bo pa vaša notranja politika začela vplivati na to, da bo država šla spet v rdeče številke, takrat bomo pa užaljeni, zato ker smo vam zdaj dali šanso. Ti, kam greš ti zdaj? V Bruselj, jutri. In boš iz prve roke zvedel marsikaj. Ja, ne vem, bomo videli. Ampak boš povedal, kaj si zvedel z prve roke? Če ne bom nič zvedel ali pa če ne bom nič zazvedeti, ja, bom sramežljivo molčal. Če boš pa zvedel, boš pa povedal. Ja, točno tako. Hvala lepa.